doma. Smo spremni za pustolovščino. Dobro jutro iz Marakeša. Včeraj smo prileteli ob 1 zjutraj in smo prišli hitro sem spat, tako da nisem nič vlogla, je bil ful stresen dan. Namreč na dopust bi mogla priti jaz in moja družina, torej mama, tata, brat. Ampak na koncu je prišla moja sestrična na mesto brata. Ne bom razlagala, predstavljaj si ti, kar hočete, ampak stres. Smo bile že na zajtrku in zunaj je ful lepo. Ful je lepo. Tam zadaj je bil vzhod in prej so bili tudi te mongolfiere, baloni, zračni. Kako se reče vrač balon? Kako se reče? Ok, po slovensko ne vem. Ok, verjetno se lahko vidi, da sem spala zdaj 2 ure na poti, ampak smo na poti v Ouarzazate, se mi zdi, da se tako reče. Smo se ustavili na eni kavi. Poglejte. Tam so moji starši, itak na telefonu. Čijo. Zdaj smo že ful visoko in 20 stopinj je, ampak tukaj je sneg. Pač, kaj? Se posod se ga vidi, evo ga. Pač kar snegu, no. Si impressed? Imaš za povedati kakšen fun fact? Imaš povedati kakšen fun fact o Maroku? Ma te ne zafrkava. What is this? Da se tržno platformo, ta? Ne. Veš, kako boš še impressed. Poglejte, kako lepo. Te še tišči na WC. Ajde. Andale. Evo, tukaj smo. In zgleda nekako tako. Leke dobro. Vasica. Haha, cute. Tle vsi pijejo tale metin čaj. Sicer prej na unih drugi postojanki ful lepše zgledal, ampak ga nisem vzela. In nam je povedal vodič, da moramo dati nujno cukrnot, ker je še kar grenek. Tako zdaj sem dala cukrnot, pa bom pol probala. Drugače smo pa naročili, zdaj sem že pozabila, ko se kliče ta Tažini? Ne, ni tažini. Tažin je. Tažin, jaz sem vzela vegetarijansko, oni so vzeli piščanca in ti si vzela, piščanca in pomfri. No in to je še Moroccan salad. Je zgledalo ful fino, ma so že vse uničili. To je moje. Kaj pa je? Korenček, grah, krompir. Zgledalo v redu. Kumarca? Ja, tam je malo čudno. Ampak ok. Evo še ostanki. Revieweva. 5 od 10. Ni bilo neki, ampak ok. Gremo. Ampak bili smo lačni. Gremo, popotniki. To je Fatimina roka. Kaj je Eva simbol? Obilja. Kaj nisi poslušala? Zaprit čez, tako tej fantje primejo za rokco in te peljo čez in poli moraš dati na pitnino. Pazi, da ne padeš, Eva. A ušlo? Ajde. Bo šlo mokro. Ti si tako pustolovska, to je kar noro gledat. Kor gre ona? Slovenija! Tukaj pripravljajo, da bojo snemali Gladiator 2. Je bil sneman tudi Gladiator 1, to je ta mala arena. Ta velika je pa na Malti. Ajš. Evo, to je pa še razgled iz vrha. Ful je lepo, tam je mestece še. Pa so puščava. Bazen. Ja, ne, en Infinity, tako. Ne, ma ne tle, tam in bi bila zdaj 2 tedna tam. Brez da me ne tika in brez da me se ne pogovarja. Danes začnemo vlog tukaj, ura je okoli 3, se mi zdi. In gremo 2 dni pustoloviti v puščavo. Smo bili prej še na poti 2-krat na ogledu, sicer bi mogli gledati eno knjižnico, ki ni bila odprta, ampak vseeno najstarejšo na svetu. Najstarejšo knjižnico na svetu.
In zdaj imamo spakirano zadaj vsak en rudzak, moj ni niti rudzak, za 2 noči v puščavi. Nam je rekel vodič, čim manj se umivati, itak ne rabi. Zabava. Bomo videli, kako bo. Sahara, v kateri se trenutno nahajamo, je 3. največja puščava na svetu. Prvi 2 sta. Arktika in Antarktika. Sicer ta je topla, tisti 2 nista, ampak nismo vedeli, da je tisto Tudi puščava. Tako da zanimivo. In puščava pokriva 1/3 zemlje našega planeta. Zemeljske površine. Zemeljske površine. Zemlja. Okay. To je naš influencers in the wild. V glavnem, ful je fino, ful je prijetna temperatura, samo da nas ne zebe, ne? Okay. Zdaj smo prispeli tle v kamp, kjer bomo spali 2 noči. To je naša sobica, hiška. Vam pokažem, kako izgleda notri. Ja, bord imajo, da se bordat po sipinah. Čakajte, da imamo room tour. Tu prideš notri, te zadane vročina, pač take vročine nisem še doživela. In tu bomo spali. Glamorous. Lovi pa drugače 3G tle sredi puščave. Vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Bomo zvečer gledali sončni zahod, pol urce do gor, baje. Tudi zdaj pa vam še pokažem WC. Je že kar strah. Ok. Aha, to natočiš? Ja. Ojoj. Bom pokazala zdaj moj skrit talent. Ne se ustrašiti, pač ki znam kar dobro. Katera pesem je bila? Marko skače. Ne, kuža pazi. Prva sem na vrhu, ne moram dihati. Prav, prvi smo. A šlo. Na vrhu sipine smo pogledali si sončni zahod in sad klip timelapsa, ki sem ga posnela. Dobro jutro, ura je 7:10 in bomo gledali sončni vzhod v puščavi. Ops, sorry. To je šlo hitreje, sem že... Ma ja, kaj ti misliš, da kamele tečejo ali kako? Lejo, moja je dala v 600. Viš, moja tudi. V glavnem, koliko je? 2 ure bomo na kamelah. Ojoj. Bolj kot kauc doma. Tle mi je prišel delati družbo Sandi. Ajde, pljuni. Čau, Sandi. Je povedala mi Eva, da enkrat jo je kamela pljunila. Zdaj smo pa na zahodnem delu Sahare, kar severno. Temperatura je še 20 stopinj, zaenkrat še zelo prijetno. Bo se pa kmalu dvignilo na 28, takrat pa bomo poginili. Jaz mislim, da zdaj s to tvojo gesto boš ti dobila kameljo gripo. Ojoj. Tukaj smo si prišli pogledati en arteški vodnjak, da pol lahko dajo za piti živalim iz Sahare in tudi za vse prebivalce Sahare. Evo, tukaj odpreš pipico, da se napolni voda, da se kamele nahranijo, napijejo. Nam je pa povedal, da te kamele, s katerimi smo bili zjutraj, jih imajo oni do 23 let udomačene, oziroma to za prevažati turiste. Pol od 23 baje živijo kamele do 40. Nekaj takega smo čuli, 30-40. Pol jih spustijo in pač so proste tle po puščavi, dok pač ne umrejo. Vse smo videli, kakšno okostje kamele na poti. Tako da ful zanimivo in strašno. Sem pa šla v kratkih hlačah in mi je rekla moja mama, da se moram pokriti v parejo. Mene tako boli trebuh. Jaz tako rabim vodo. Mi smo pač šli na to pot, zdaj smo že po mojem 2 uri skoraj da na poti. Po teh oazah in to.
in nismo vzeli niti ene vode s sabo. Edina banda, ki ni vzela vode s sabo. Sem desperately spraševala za vodo in mi je rekel gospod in the camp, ampak zdaj mi jo je prinesel. Koliko časa smo že na poti? 3 ure, 2,5. Grozno. In moj bog, to je poslal Bog. Evo, zdaj smo še tukaj si prišli pogledati na nomadsko naselje. Zgleda nekako tako. Lejo kozica. Ko je mičke na joj. Ja, to me imajo. Sama je skočila v naročje. Puni hrošči. Ki hrček, veš? Samo ko boš letela dol. Joj. Smo ready za sončni zahod. Še ena zanimivost, sončna joga. V bistvu nam je povedal, da ko je horizont tukaj, tako, in sonce tle vmes, torej kot je zdaj, lahko gledaš v sonce in te ful napolni z energijo. On je rekel, da tudi manj ješ, v glavnem, da kakorkoli celostno boljše živiš. Tako da zdaj probavamo, ampak največ kao gledaš 45 minut, če se ne motim, in začneš pa z 10 sekundami. Tako da vsak dan večaš dozo, ker dok nisi navajen, pač ni varno gledati v sonce. Tako da danes smo na 30 sekundah. Kako, če zvečer sem gledala 10? Ja, ni, zjutraj in zvečer ni isto. Ok, danes sem na 20 sekundah, ampak jaz moram več. Ok, 3, 4 gremo. To je to. Probajte. Ajde, grem dol, bom taka članka in prišla do gor. Upa. Dej. Veš, da sem šibkega zdravja. Dej, vozi. Here we see a wild bear. Ok, ura je po mojem nekje 7 in to je naše zadnje jutro v puščavi. S temi džipi smo tukaj prišli. Zdaj smo se vozili že kakšno pol urce, nekaj takega se mi zdi. In zdaj smo se ustavili po mojem za občudovati zahod. Iskreno je vzhod, se vidi zdaj zgodaj. Zgledam že ful dobro po vseh teh dneh v puščavi, ampak je bilo ful lepo in sproščujoče in da se je napolnilo z energijo. Nazaj smo v civilizaciji, končno smo dali takoj polni telefone seveda. In danes imamo še cel dan vožnje v bistvu, ker se vozimo do Agadirja. Danes bomo preživeli bolj kot ne na busu. Jutri pa gremo dalje še Agadir in Marakeš in pol je že konec. To je 5. dan. Skupaj je 8, vključno s potovalnimi. Tako da ja, se vidimo na poti. Vesel. Bolano, še malo rdeče pomaranče. Evo, zdaj smo obdarili še te otroke, ki so nam začeli slediti, ker smo iskali sladoled tukaj potem tejle vasici in smo kupili in vsakemu eno liziko in en mini paket čipskov. In stalo je 6 dirhamov, kar pomeni niti 1 evro. 20 centov. Ja, ker v bistvu je 1 evro 10 dirhamov približno. Tako da ja, no. Da vam povem, kaj tukaj jemo. Vsak dan je praktično isto. Vedno dobiš kruh, ponavadi je en drugi, kot sem jaz vzela bageto, upam, da je boljša, ker oni mi ni všeč, pa zgleda ful dobro, pa pol ni. No, kruh, te sirčki so, pol imaš pa še ko ena bombetka za burger zgleda, sem je bolj okus po pinci in z kumino, pri okus kumine, kar meni ne paše, in pol si daš maslo in marmelado. Ponavadi jagodna marmelada. V glavnem, to je basically zajtrk in pol še trdo kuhana jajca. Itak je vedno naravni pomarančni sok. In prvi dan in danes smo dobili še, tudi včeraj v bistvu smo dobili še neke te pastries. Tako da praktično to je zajtrk vedno. Wow.
Gremo pogledati eno tradicionalno berbersko hišo. Kdo so Berberijeva? Prebivalci Puščave, ne? Danes je na vrsti kolo. 20 stopinj. Ok, zdaj smo se s kolesi prišli pogledati modre skale. Pobarvali so jih že tipo leta 1984, če se ne motim. En belgijski umetnik je dal pobudo in mislim, da je barvalo jih 18 gasilcev. In so tle tako tu, pa še tam, tako da vse modro. Do zdaj so padle 3 ketne in ravno kar imamo že tu pocna še guma. Kolesarimo mogoče 1 uro. Nič kaj, danes smo kolesarili po sončku. To so ten lines. Prav se vidi, kje sem se namazala. Namazala sem se po dlaneh, po vratu ta del, obraz, dlani. Upam, da bo jutri boljše. Dobro jutro, danes smo v Agadirju pri morju. To je hotel, tam tako greš direkt lahko na plažo. Je ful simpatično, čisto nekaj drugega od teh mest, kar smo videli do zdaj. Bomo pa tukaj do neke 11. ure in pol se odpravimo na pot proti Marakešu in imamo končno še dan in pol v Marakešu. Na plaži, tle za nami je naš hotel, imaš direkten prihod do plaže, ampak itak je danes ledeno, jaz zmrzujem, še sem prihlajena in pač vreme kakršno je. Pa je še tam na hribu, čaki. Evo, to je na hribu napis v arabščini Bog, kralj, država, to smo že videli v enem kraju in gor je ko neka trdnjava, to si bomo šli pol kasneje pogledati. Po moji frizuri lahko vidite, da je zelo vlažno v zraku, ampak smo se prišli pogledati to trdnjavo, ki sem vam prikazala in tle je lep razgled na cel Agadir, sicer je tako čudno vreme, da se nič ne vidi. Pač le je to, ko neka megla, vse sivo v glavnem. Smo v Marakešu, v vrtu Majorel. Tukaj je pokopan Yves Saint Laurent, v bistvu je potreseno njegov pepel. Kar je zanimivo, zato ker v Marakešu oziroma Izbera ne dopušča, da se ljudi upepeli, ampak ker je bil on tako pomemben za Marakeš in državo, so to dovolili, tako da sta on in njegov partner potresena po teh vrtovih. Alja, kaj si delaš? Hena, prvič v lifeu. Ne znam mi razložiti, kaj hočem. Kaj si rekel, da hočeš? Nekaj ful delikatnega samo na prstih. No, da vidimo. Je rekla, plačaš kolikor hočeš. We should see about that. Smo ugotovili, da ta frendica nima pojma. Zdaj smo se s tole kočijo pripeljali do restauracije za večerjo. Kaj dol s kočije? Ja, sem šla, no. Poglejte moj nov TikTok. Hvala. Čau. Naš zadnji dan v Maroku, danes smo v Marakešu spet in smo spet na tej tržnici njihovi. Nakupujemo veliko stvari, malo od nekih kamnov, torbice, tle imajo živali, vse posod zdaj moji kupujejo neke začimbe oziroma čaje. Je ludo.